V tem videu bomo bolj natančno govorili o prosojnosti elementov v Allplanu. Prikazali bomo prosojnost tekstur in začasno prosojnost objektov. Ta možnost je koristna, če želimo videti notranjost našega objekta ali prikazati armaturo, postavljeno v elementih zgradbe. Da bi prišli do naše baze vseh trenutno uporabljenih tekstur, uporabimo ukaz Modificiraj splošne arhitekturne lastnosti in kliknemo na Površine. Nato izberemo beton, ki ga uporabljamo, torej teksturo Exposed Concrete. Če se približamo zgornjemu desnemu kotu vsake teksture, se prikaže ikona svinčnika, s katero določamo njene lastnosti. V našem primeru bomo prosojnost nastavili nekje med 70 in 90% in kliknili v redu. Ko smo spremenili teksturo, se vsi elementi, ki jo uporabljajo, samodejno posodobijo. Ker ima naša plošča drugo teksturo, je zdaj potrebno izbrati elemente, ki jim želimo nastaviti definirane lastnosti. Izberemo ploščo in kliknemo v Uporabi. Obstaja možnost, da vaši elementi še vedno ne bodo prosojni. Razlog za to so nastavitve za vrste senčenja in učinke osvetlitve, ki so odvisni od grafične kartice. Gremo na nastavitve animacije in izberemo vrsto senčenja, ki je primerna za našo konfiguracijo. Kar se tiče začasne prosojnosti, jo nastavimo neposredno v oknu Objekti in izberemo eno od 6 stopenj prosojnosti. Kar morate tukaj upoštevati, je, da so spremembe vidljivosti objekta v paleti trenutne in se bodo vrnile v prvotno stanje, če posodobite model, odprete drugo risbo v strukturi zgradbe ali resetirate Allplan. Hvala za vašo pozornost in želimo vam prijetno delo v Allplanu.